Tokratni zbor reprezentantov zaznamuje nekoliko drugačno vzdušje, kot je bilo v navadi. Vsaka sprememba prinaša namreč neko prilagajanje. Izbrani nogometaši se spoznavajo z načinom dela novega selektorja Slaviše Stojanovića, obenem pa je med 23-terico tudi nekaj novih obrazov. Prav vsi so nad dosedanjim delom navdušeni. Počutim se izvrstno. Po tem prvem treningu z novimi soigralci, s katerimi sem nekaterimi že prej sodeloval, prej treniral, igral. Ja, občutki so v redu, kader je skoraj isti, trenirali smo dobro. Zadnja tekma Slovenije v Mariboru je menila v znamenju slavja nad Srbijo, prvega v zgodovini bojev Slovenije z državami bivše Jugoslavije. A pred reprezentanti je nova zgodba, ki si jo vsi želijo dobro začeti. Pozitiven štart v novi zasedbi lahko mednje znova naseli harmonijo in občutke, ki so pred časom prinesli enega največjih uspehov Slovenije v nogometu. Pomembno je bilo, da smo zmagali zadnjo tekmo s Srbijo, tudi da smo popravili vtis iz prejšnjih tekem, ki smo malo slabše odigrali, zdaj pa začnemo novo zgodbo. Novo poglavje v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa pa bo zaznamoval nasprotnik, ki ga fantje dobro poznajo. Pridih preteklega poletja, ko je Slovenija sodelovala na mundialu, bo tokrat zapihal na Stožicah, kamor prihaja reprezentanca Združenih držav Amerike. To je prijateljska tekma, igramo doma, tako da pričakujemo zmago. In da probamo ene stvari nove, da probamo s tem kadrom, ki imamo, čim boljšo igro prikazati. Želim si debitirati kot vsak športnik, si želim napredovati in prvi poklic je bil, sem ga zelo vesel in sedaj želim prenesti to tudi na igrišče. Novinci želijo pustiti pozitiven vtis in upravičiti zaupanje selektorja, ostali pa dokazati, da kemija med njimi nikoli ni bila vprašljiva. Vsekakor bodo potrebovali tudi malce športne sreče, ki nemalokrat prevesi rezultat. Če so se Američani v prvem dvoboju omenjenih reprezentanc vrnili v igro in iztržili remi, je prav, da jim tokrat Slovenci pokažemo, da bi zmago v Johannesburgu povsem zaslužili.